Vi ste oče avtodomskega turizma v Sloveniji. Kako se je pravzaprav pričelo? Ja, začelo se je na ta način, da smo začeli v lokalni skupnosti razmišljati, kaj narediti na osnovi tega, da bi povečali turizem, in seveda, ker nimamo hotelov, nimamo drugih možnosti, smo razmišljali o tem, da bi naredili tudi postajališče za avtodome. Seveda, postajališče ni velik strošek narediti, potrebno ga je spromovirati, potrebno je povedati, da to postajališče obstaja, in seveda, ker nekako samo v naši občini... Za katero občino gre? Občino Mirna. V občini Mirna nimamo toliko denarja, da bi lahko si privoščili potem tudi promoviranje na vseh teh evropskih sejmih, ki danes promovirajo turizem kampinga in tako imenovanega kampinga in karavaninga. Smo začeli spraševati tudi sosednje občine, ali so pripravljene sodelovati pri nekem projektu sodelovanja in povezovanja na področju avtodomskega turizma. Prišlo je do tega, da smo povabili vse lokalne skupnosti na Mirno, kjer smo se začeli pogovarjati o mreži postajališč za avtodome, o tem, kako bi v vseh lokalnih skupnostih nekako prišli do samih postajališč ali parkirišč ali počivališč za avtodome in potem to tudi seveda v velikem evropskem prostoru spromovirali. Sama promocija vemo, da košta, če pa nas je 50, 60, 70 ali 90 občin, kot kaže, da nas nazad ne bo, je pa to seveda strošek po posamezni občini veliko manjši, ker smo uspeli k projektu pritegniti tudi Slovensko turistično organizacijo, potem Adrio Mobil Novo mesto, AMZS Slovenijo, potem tudi, lahko rečem, kampe organizirane pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije, in pa lahko bi še našteval tudi tukaj revijo Avtodom in ostale, se ta strošek skupnega promoviranja bistveno zmanjša. In sam projekt je doživel na izredne odzive pri samih lokalnih skupnostih, tako da trenutno imamo v mrežo vključenih 56 občin, tudi 8 mestnih občin, priključujejo se tudi še ostale mestne občine, tako da v 2-3 mesecih bodo vključene tudi vse mestne občine Slovenije in pa vse turistične občine, kajti postajališče za avtodome lahko postavimo ne samo v turističnem kraju, ampak tudi v kraju, kjer turizem ni razvit. Če govorimo o silni številki avtodomarjev, tistih, ki potujejo z avtodomi, njih je preko 10 milijonov, preko 1.700.000 je avtodomov registriranih v Evropi in preko 100.000 se jih pelje preko Slovenije na Hrvaško. Če samo nekaj teh ustavimo, če prepričamo procent lastnikov avtodomov v Evropi, da je Slovenija prijazna za avtodomski turizem, potem sem prepričan, da bomo uspeli v vseh lokalnih skupnostih ne samo zgraditi postajališča za avtodome, ampak jih tudi ustrezno napolniti, kajti avtodomar na koncu ni samo tisti, ki pride letovati v lokalno skupnost, ampak on je raziskovalec, on si ogleduje predstave, raziskuje kulinariko, raziskuje kulturno dediščino, je pohodnik, je ribič, je kolesar, se pravi, ta avtodomar, ki pride v Slovenijo, bo na koncem lahko nekaj tudi pri nas doživel, lahko bo doživel Slovenijo od blizu in prepričan sem, da bo povedal tudi svojim prijateljem, svojim znancem, da naj obiščejo Slovenijo, ki je čudovita, je zelo zelena, je varna in iz tega stališča zelo primerna ravno za to zvrst turizma. Mi moramo samo združiti skupaj naše moči, skupaj nastopati na velikih evropskih sejmih, povedati, kaj imamo in seveda prepričan sem, da bodo lastniki avtodomov z svojimi konički, z svojimi velikimi avtodomi prišli v Slovenijo, kajti počutili se bodo tukaj varno in doživljali bodo Slovenijo od blizu. In koliko postajališč že imamo v Sloveniji in kako so obiskana? Trenutno imamo zelo malo postajališč, imamo jih manj kot 20 takih, ki so ustrezno urejena. Seveda v Kopru so ugotovili kmalu potem, ko so ga izgradili,
da je premajhno, ga celo povečujejo, tudi v drugih krajih povečujejo ta postajališča. Vidimo, da povsod tam, kjer je že samo znak, da je za avtodomarja, za tega lastnika avtodoma dovoljeno parkirati, ustaviti, stojijo avtodomi, stojijo pri kulinaričnih zidanicah, stojijo pri kmečkih turizmih, stojijo seveda tudi v manjših in večjih krajih, in ko jim bomo seveda povedali, da smo pa še postajališča ustrezno uredili v skladu z njihovimi standardi, z standardi, ki omogočajo predvsem varen počitek in varno raziskavo bližnje in daljne okolice, potem bomo zanesljivo vsa postajališča tudi napolnili, in prepričan sem, da je slovenska priložnost ta, da naredimo postajališča, ki niso draga, jih opremimo in potem tudi napolnimo z vsemi temi turisti, ki danes krožijo z avtodomi po Evropi. To pomeni, se dobro razvija. Projekt se odlično razvija, prepoznaven je postal tudi že v tujini. Pred kratkim smo bili na sejmu v Stuttgartu in prav Nemci so pohvalili, celo konkretni pogovori so bili s posamezniki, ki so v lanskem letu prvič se ustavili v Sloveniji na poti proti Hrvaški. 3 dni je rekel, da se je zadržal v Sloveniji. Za letošnjo leto planira že 7 dni zadržka po Sloveniji. Se pravi, odzivi so pozitivni, odzivi so zelo dobri in seveda prepričan sem, da bomo tudi lokalne skupnosti s tem, ko nekaj vložimo v samo promocijo, naredili to, da bomo ne samo opremili, ampak tudi pomagali gostinstvu in vsem ostalim, da bodo ti avtodomari potem tudi trošili svoj denar v vseh teh gostilnah oziroma tam, kjer pač lahko zapravijo. Katera avtodomarska postajališča so trenutno najbolj obiskana? Najbolj obiskano je zanesljivo koprsko postajališče, pa Kočevje, pa Bioterme, Ljutomer, pa potem tudi na Rogli, v zimskih središčih so zelo, kljub temu, da čez poletja so kampi odprti, po zimi so zaprti, seveda avtodomska postajališča pa so odprta skozi celo leto in tukaj vidijo priložnost tudi vsi ostali ponudniki svojih storitev, da lahko tega gosta seveda pridobijo skozi vseh 12 mesecev, ne pa samo v poletnem času. Kje v kratkem lahko pričakujemo nova postajališča? Ja, naš cilj je v letu 2018 zgraditi 100 postajališč in seveda vse lokalne skupnosti, ki se vključujejo v sam projekt, zatrjujejo, da bodo do konca leta 2018 tudi uredila vsaj eno od postajališč, ki bo ustrezno v skladu z normativi, ki bo omogočalo ustrezno oskrbo od elektrike, vode, odpadnih voda, pa seveda tudi po možnosti z ograjenim oziroma z nadstandardom, da je počivališče oziroma postajališče tudi varno. No, to je pa obetavno. Ja, jaz sem prepričan, da bomo z projektom uspeli. Danes bo potekala tudi okrogla miza na to temo o postajališčih kot nova priložnost za slovenski turizem in glede na to, da se vključuje tudi Ministrstvo za gospodarstvo, da se vključujejo vse velike lokalne skupnosti in tudi tiste turistično prepoznavne lokalne skupnosti, sem prepričan, da bo ta segment turizma doživel še razcvet tudi pri nas. V Evropi je preko 17.000 postajališč, pri nas pa je številka seveda še majhna. Moramo pa narediti še tudi to, da bomo na avtocestnem križu uredili tista počivališča, ki so ob bencinskih črpalkah, kajti žal nam so ta počivališča neurejena in mečejo slabo luč potem na celotni avtodomski turizem, ki naj bi se v prihodnosti odvijal v Sloveniji. Skupaj z Petrolom oziroma z OMV-om se bomo v prihodnih dneh še dobili. Pogovarjali smo se o tem že tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, kajti zrcalo se
se najprej vidi na avtocesti in seveda potem šele v notranjosti. In če je to zrcalo že na avtocesti neurejeno, slabo, potem seveda tudi tak avtodomer ne zaide raziskovati notranjosti Slovenije. Vidva sva v bistvu sedaj na sejmu turizma. Tako. In vi imate tudi svoj razstavni prostor, ne? Ne, mi svojega razstavnega prostora nimamo. To je prostor, kjer razstavljajo opremljevalci za postajališča. Mi smo se dogovorili, da bodo za lokalne skupnosti opremljevalci predstavili tudi opremo, ki jo lahko seveda potem ponudijo vsaki lokalni skupnosti. Sama mreža kot mreža pa ima organizirano okroglo mizo za vse lokalne skupnosti oziroma za vse tiste, tudi novinarje in vse tiste, ki jih ta zvrst turizma zanima. In kje na sejmu lahko dobijo potem obiskovalci? Informacijo lahko dobijo seveda tudi tukaj, na teh mestih, tukaj pri teh razstavljavcih, ali pa potem še imamo pri posameznih, kot je pri Žužemberku, pri posameznih lokalnih skupnostih, ki imajo poleg teh informacij o svojem lokalnem prostoru tudi informacije o mreži postajališč. Torej so ta postajališča že vnesena v turistični zemljevid? Seveda so ta postajališča, imamo svoj bilten, imamo tudi, propagiramo ta postajališča tudi preko revije Promobil, ki je največji evropski katalog vseh postajališč in kampov Evrope. Promoviramo tudi v reviji Mein Platz, to je v nemški specializirani reviji, se pravi naša postajališča. V bistvu vse o naših postajališčih se lahko zve tako na spletnih straneh, kot tudi preko različnih katalogov. Na kateri spletni strani? Imamo svojo spletno stran, vezano na mrežo postajališča. Kako se imenuje? www.kamper.si. Ok, hvala lepa. Vaše cenjeno priimek? Dušan Skerbiš, župan občine Mirna in vodja projekta za postajališča oziroma za mrežo postajališč za avtodomov.